Avstrijska čitalnica Maribor je bila kot tretja najstarejša izmed najših 65 avstrijskih čitalnic, ki se v deželah vzhodne, južne in jugovzhodne Evrope nahajajo večinoma na univerzah in v univerzitetnih knjižnicah, ustanovljena oktobra 1990. Avstrijske čitalnice so začele nastajati v 80. letih prejšnjega stoletja kot iniciativa kulturno-politične sekcije Avstrijskega ministrstva za Evropo, integracijo in zunanje zadeve. Njihov glavni namen je promocija avstrijske književnosti, kulture, umetnosti in nemškega jezika, kot tudi povezovanje med Avstrijo in deželo gostiteljico. Avstrijska čitalnica Maribor je posebna zbirka gradiva, ki je prostorsko ter organizacijsko del Univerzitetne knjižnice Maribor. Vse gradivo zbirke Avstrijske čitalnice, predvsem z področja avstrijske književnosti, zgodovine, jezikoslovja, prevodoslovja, psihologije in izbor učbenikov in priročnikov za poučevanje nemščine kot tujega jezika, se nahaja v 3. nadstropju. Zbirka trenutno vsebuje nekaj več kot 12.500 enot gradiva. Avstrijska čitalnica Maribor pa ni samo knjižnična zbirka, ampak nudi tudi široko paleto najrazličnejših prireditev, literarnih branj, razstav, tematskih predavanj, mednarodnih simpozijev in posvetovanj, veliko pozornosti pa namenimo tudi izobraževanju uporabnikov. Med literarnimi branji bi želela izpostaviti gostovanja nagrajenih in znanih književnic in književnikov Barbare Frišmuth, Vladimirja Vertliba, Jozefa Winklerja ter Dimitra Dineva. Vsi dosežki so rezultat dobrega sodelovanja z drugimi institucijami in knjižnicami v Sloveniji in izven nje. Po vzoru naše avstrijske čitalnice je bila leta 2013 v štajerski deželni knjižnici Gradec odprta slovenska čitalnica. Po vzoru drugih avstrijskih čitalnic po Evropi pa je Univerzitetna knjižnica Maribor od novembra 2018 bogatejša za švicarski knjižni kotiček. 30. obletnico Avstrijske čitalnice Maribor smo oktobra 2020 želeli obeležiti z literarnimi branji Cvetke in Florjana Lipuša ter razstavo Babica Marka Lipuša. Zaradi trenutne situacije nam je žal uspelo realizirati le razstavo. Literarni branji smo pa prestavili za nedoločen čas, zato vljudno vabljeni k ogledu virtualne razstave. V nekdanjem taborišču Ravensbrück sem začel fotografirati leta 2014. Bil sem večkrat tam in leta 2015 sem potem slike obdelal v svojem ateljeju in projekt uresničil po svojih predstavah. Je veliko aspektov in ravn, ki se najdejo v slikah. Jasno je, da ne gre samo za mojo družinsko zgodbo za mojo babico. Projekt je seveda moj osebni projekt, vendar sega daleč mimo tega. Babica je zame povod spominjanja samega na sebi. Babica je simbol za vse žrtve NS režima, ki so ostale brez imena in brez groba. Za vse v KZ-u Ravensbrück umorjene ljudi. Moja perspektiva, ki sem jo izbral za projekt, je bila, da pokažem dostojanstvenost in lepoto vseh teh ljudi, ki ničesar niso zagrešili. Cilj je postaviti te ljudi 75 let pozneje v sliko in kraj.
Več motivov je v projektu, centralni motiv je zame izginjanje, izginotje. Življenje izgine, pride in ga ni več, postane nevidno in prav tega sem hotel v neki obliki zadržati, preteklo ohraniti, v neki obliki poklicati nazaj, poklicati v spomin. Povod za te slike je moja babica, ki je nisem poznal. Živela je na Koroškem, v stranski dolini občine Železna Kapla, na kraju, z katerega so nacisti denuncirali, deportirali veliko pripadnikov tukaj živeče slovensko govoreče narodne skupnosti in jih umorili. Mojemu očetu, njenim otrokom je šla v izgubo, na drug način tudi meni. In začelo se je življenje izginulo in vendar še navzočo. Slike prikazujejo to izginotje, izginotje ljudi, izginotje zgodbe, ki se pozablja, ki živi samo še na podlagi pričevanja, dokler so priče še žive in o tem pripovedujejo, dokler jih nekdo zapisuje, slika, fotografira se s tem umetniško, zgodovinsko ali znanstveno ukvarja. In sam sem poslikal različne poglede na to zgodbo. Kraj, kožo, površine in objekte. Poglavje objekti ter kraj sta prikazana na tej razstavi. Ti relikti iz tega časa in z tega kraja za svoji skromnosti in banalnosti še ne kažejo vzročno na strašno usodo, vendar so na vse zadnje priče časa. Ti predmeti so dokazilno gradivo mimo vseh generacij in spomin. Zato je važno, da jih ohranimo tudi po 75 letih in jih danes pokažemo. In moje slike, te serije, ki jih tukaj vidite, so zame tudi priče, ki poročajo o tem času.